Dobro jutro. Jaz mislim, da najprej se moramo pravičiti, zdaj ne glede na to, kako se trudimo, ne moreš imeti vedno vseh pod kontrolo in zdaj ne vem, ali je to že sploh zares prišlo do vas, ali kaj se dogaja, ampak vem, da je Jeger začel tudi v etru z nekimi grožnjami za tradicionalni že 10. tek pod Pohorjem, ki bo prihodnjo nedeljo. Kaj imamo tu? Letos, lani žal zaradi poškodbe, letos pa kljub poškodbi, mislim, da bom štartal na 6,5. Zdaj poškodbe niso izgovor, ne? Če je človek na štartu, pol mora dati vse od sebe. Tako da letos grem na štart, sicer na krajšo, v preteklosti sem govoril, da za manj kot 10 si na šuhov zavešen. To so bili že drugi časi. Za rečenega kruha se poje, tako da Jeger 6,5. Zaradi teže tvoji sklepi naj bo trpeli dol po bregu. Samo malo, 6,5 gremo letos? Ja. Hvala lepa. No, 10, ko sem pa te samo 10, se laupa. Ja, ampak če zares, to je en tak izjemno lušen tek, kot smo rekli že 10. ampak 3. za Jegrom in Jeger je ta tek kar nekako posvojil. Ne? Ja, jaz ga imam glasno rad, jaz si že rezerviram vedno prvo nedeljo v juniju, vem, da bo takrat tek pod Pohorjem, letos 10. Zdaj naj samo pozovem, če lahko. Prijavite se, ker zdaj so še prijave po 23 evrov do 4.6. Bolj se lahko še vedno prijavite, samo do 4.6. je 23, na dan teka je 30 evrov, pa takrat tudi goodie baga ne dobite. Tako da noter pa vem, da so same fajne pa dobre stvari. Ne? Ja, vedno se potrudite, ekstra potrudite pravzaprav v Hočah, ko je ta tek. Ne? Ja, tudi v goodie bagu je seveda pa moja najpomembnejša stvar, torej kupon pol za hrano, ne, ki pa je vedno izvrstna. Res je. Mislim, da je šel lačen z Hoče, si je pa res bil vedno sam kriv. Ampak kako potekajo priprave, gospod Župan? Priprave, zdaj glede na to, da vseeno želim, da je zadeva napeta, se letos nič ne pripravljam. Ker za razliko od vas imam jaz že 50 km v nogah, ne? Ja, če hojiš tako dolgo v službo, je že od tega. Ne, prav tek in to. Zdaj sem mam na treniranju, prožna kolena so na trenirane. Kaj? Ja, še študente medicinske fakultete povabili, da vidijo. Ja, res je. To je... Ampak moja niso poškodovana, ne bi poudarjal. No, ampak ni to tak, Jeger, ti se na župana nekaj spravljaš, ko tako ima polno stvari za delati, poln urnik, ti ga pa s tem zdaj nadleguješ. Nisi mogel najti nekoga, da pač ne bi... Oprosti, samo malo, stoj! Lansko leto gospod župan ni mogel laufati, ampak ker očitno je bil toliko spočit, ker ni nič treniral, pa to je bil vseeno lansko leto tako kar glasen. Ja, naslednjo leto bomo pa mi dva tekmovala. To drži? To je pravzaprav ni moj izziv. Izziv je prišel strani župana. Jaz sem ga samo širokih rok sprejel in to je to. To je to, štima. Ja, kaj pa sta rekla, kdo kaj poraženec? Ja, ne, smo šli ravno obratno, mi smo rekli, tisti, ki je boljši, pač časti, veš. Ampak ker je drugače, veš, še zgubil si, pa pridi, gremo zdaj še do Šanka, da ti še nekaj pa. Ker si bogi. Pridi mali, ne, ja, bogi. Sicer pa je vseeno, ne, se vedno še nazaj preleti. Nikoli ni to enosmerna cesta pri nas. Župan občine Hoče - Slivnica, dr. Marko Soršak je naš gost, nadaljujemo takoj potem. Govorimo o 10. teku pod Pohorjem, ki bo naslednjo nedeljo v Hočah, tradicionalni, lahko bi rekli že skoraj da Jegerov tek. Z nami župan občine Hoče - Slivnica, dr. Marko Soršak, ki se bo z Jegerom tokrat tudi zares pomeril. V 3. gre rado, pravijo, ne? In zdaj pa torej zares. Ja, ampak na 6,5 km. Letos ne na 10. Ja, no naj povem, jaz do zdaj sem laufal vedno samo 10 in ne poznam trase 6,5 km teka in če bom zgubil, pol je verjetno razlog v tem, ne? Ali pa da sem preveč pripravljen. Zgubite mu šprinterce. Odnese iz ovinka, ne?
Tega bo no držalo, res je. In tako, če greš lepo pol, lahko pričakujemo naslednje leto, da boš na družinskem teku iger, ne? Ker to pa je tudi, ne, jasno da. Družinski je tudi, zdaj eni otroci tečejo, eni so mali, starši nesejo, kratki, ampak za otroke po moje odlična izkušnja. Seveda pa otroci imajo tudi prej svoj tek in vsak otrok dobi nagrado. Na 300, na 600 pa na 900 metrov se tečejo otroški teki, pa na 800 metrov je družinski tek. Okay. Tako da je za vse poskrbljeno, potem pa še tek na 6,5 in pa na 10 km. Pa seveda, da se ne menimo tudi o zabavi, animacijah za otroke, hrana, pijača, jasno, da, in to vrhunsko. Ja. Ampak zdaj, če imamo tu že vas župan, dajmo se malo pomeniti, kaj je aktualnega v občini Hoče Slivnica. Jaz se moram reči vsak dan, vsaj dvakrat skozi peljem in vse skozi spremljam, kako se to lepo razvija in to po celi trasi, ne? Ja, zdaj investicije je dost, mogoče za omeniti tukaj, da se je začela obnova inštalacij v osnovni šoli Dušana Flisa Hoče, tako da zaradi tega otroci več ne uporabljajo od tega tedna dvorane, ker mora biti, torej šolske telovadnice, dvorana v Hočah še dela. Drugač pa 10.6. imamo občinski svet, želimo zgraditi športno dvorano še pri osnovni šoli Slivnica. Bravo. In ker so ponudbe prišle zaradi bombardiranja v svetu, so vsi stroški zrašli, tako je tudi milijon dražje, od 6 milijonov, ampak smo našli rešitev, dali, in če bo svetniki odločili, v juliju začnemo z novo športno dvorano, tako da občina je športna. No pa ste bili tudi uspešni na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Ja, torej, poleg tega 500 milijona smo še pridobili slabih 800.000 od Ekosklada, smo projektirali na tak način, da ustrezamo razpisov, prijavili smo se še na Fundacijo za šport, pa še en razpis bo Ministrstva za šolstvo, sicer ki ni logično z vidika športa, ampak vedno probamo. Ne? Ja, no, hvala Bogu, treba se znajti, ker drugače kaj boš, ne? Pa seveda ne pozabi, da je pravzaprav vsak vikend tam tudi tržnica, ne? Pred Arboretumom oziroma pred tem parkom. Ja, dosti je lokalnih ponudnikov, torej nismo omeni na našo občino, mislim, da najdlje je ponudnik z Gorišnice, drugač pa tudi z okoliških občin širše. Zdaj eni hodijo, stvari so dejansko odlične, ki se tam dobijo konkurence tudi toliko, da so cene konkurenčne, kupimo direkt od proizvajalca. Seveda pa spremljevalci, ki ne kupijo, lahko počakajo, je tudi čakalnica, ne? Čakalnica, tako da se dobro vzdušje razvije že. Dobro. Vrhunsko, tudi vrt tam v Pivoli, ta naravni park deluje. Ja, botanični vrt, mogoče še tukaj za omeniti, vsako leto je tudi karta za botanični vrt, ponavadi, ko gremo kam v tujino ali pa dlje, pogledamo vse, tudi tisto, ki ni včasih vredno, da bi plačali vstopnice, tukaj pa vseeno univerza, ta botanični vrt je največji v Sloveniji in če bi prešteli ali pa naredili anketo, koliko ljudi je že bilo v vrtu, bi videlo, da še dosti tega ni ogledalo, tako da tudi kadarkoli se splača, sploh v teh poletnih dneh. Ja, ker vsi se pogovarjamo o Mozirskem gaju, pa ne, kaj je Volčji potok, pa vse to. Imamo pa tu pravzaprav, ne. Ja, zelo lep botanični vrt, res. Tu tudi, mislim, ni čist enak, bom rekel, ni čist komercialna, ampak so tudi, bom rekel, botanične sorte z celega sveta. Na koncu sekoja, mogoče zanimiva zaradi svoje velikosti. Zdaj sam pa nisem botanik, ampak lepo. Ja, vse pa res ne gre, ne? Vse vedeti pa še laufat hoditi, tako da. Ja, nič, torej 7. junija se bosta, ob vseh vas, ki boste seveda tekli, jasno, tekmovalno ali ne tekmovalno, čisto rekreativno, ne? Za vse je poskrbljeno, družinski, otroški teki, vse bo tam, prijavite se na protime.si, počasi bo tudi, ne, ni zdaj to neomejeno število prostih mest za tek. Ja, lani smo žal pri 500 prekinili, ker tam nekje je
meja, da je fajn, da še ni gneče, sicer tisti rekreativci, ki pridemo do slivniškega ribnika, že vidimo na bregu v čreti profesionalce. Ja, dobro, ja. Ampak dobro, čez 10 let Jeger bomo tam. Ja, verjetno. Pa ne. No, seveda pa tudi nad 500 pol že problem, ko taki hitri priletijo, da jih na ovinkih ven mečejo, pa to ne, se veš, pa da na klizaš, pa iščeš prostora. Ampak tu nam pomagajo društva, predvsem gasilcev je dost, vsak ovinek označujejo, tako da... Pa so tudi veliko podporo, mislim, vsaj meni so do zdaj bili vedno, daj, Jeger, kaj ti hodiš, daj. Tako da Jeger poti najbolj zgrešal, me pa šprinterce, če si prehiter Za vsak ovinek. primer, ja. Ok, bomo spremljali, torej tudi ta vajn dvoboj, v vsakem primeru pa je to tek, ki ga ne velja zamuditi, protime.si se lahko prijavite. Gospod Županja, hvala lepa za čas, pa kaj naj rečem, srečno ali kak? Brez poškodb pa hvala za vabilo.